podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Vsi smo kdaj gledali kak film o zombijih. Saj veste, ko napadalci pronicajo od vse povsod, skozi okna, skozi vrata, iz hladilne skrinje. Saj veste. Tako nekako bi lahko opisali stanje, situacijo, kot jo vidijo strokovnjaki, ki delajo v naših varnostno-operativnih centrih. Napadi potekajo ves čas, na vse mogoče načine in posledice so včasih krvave, bi lahko rekli. Moje ime je Darij Hriberšek, sem urednik kibernetske varnosti na časniku Finance. Z mano pa je Dalibor Vuković, strateški vodja za kibernetske varnostne rešitve na Telekomu Slovenije. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Top man bi lahko rekli for the job. Zato, ker sva izbrala eno zelo aktualno temo, namreč zadnje čase imamo poplavo incidentov, ki jih povzročijo zunanji sodelavci, da tako rečem. Imamo Land Rover, Jaguar Land Rover trenutno aktualen, Sales Love Drift, Marks & Spencer, samo nekateri od napadov, ki so se zgodili prek podjetja ali prek programske opreme, ki ni neposredno povezano z napadenim podjetjem. Skratka, govorili bomo o varovanju dobavne verige. To je zdaj po novem zelo pomembna tema, kajti zakonodaja zdaj podjetja kar dobro stiska. Če rečem zelo posplošeno, vsak poslovni subjekt je odgovoren za vse poslovne subjekte, s katerimi sodeluje. A imam prav? Odgovor je da. Bi pa rekel, ker ste omenil ta podjetja, recimo Jaguar, Land Rover. Jaz sem se prvo spomnil na Collins Aerospace. To je bilo pa prejšnji teden. Ne? Zelo podobna zgodba. Padlo je letališče v Londonu, v Dublinu, v Bruslu, mislim, da nekje v Nemčiji celo. Ne? Isto, zaradi najšibkejšega člena v verigi. Ne? Kibernetska varnost ni več odvisna samo od mene, od mojega CISO-ta v podjetju, ampak v vseh podjetij. Koliko streznitveni moment je to za podjetja? A vi že opažate, da direktorji se ozirajo okrog, kaj bojo naredili? Absolutno streznitveni moment je takrat, ko so napadeni. Takrat ugotovijo, če ne prej. Glede na to, da se zdaj veliko govori o ZINFO-1, da se je že eno leto predtem govorilo o NIS-2, opažam, da se uprave družb obračajo v to smer, da poslušajo in tudi sprašujejo, iščejo rešitve. Ne morem reči, da nihče tega ne spremlja, tudi tako ne morem reči, da bi ignorirali, seveda pa vsak po svojih močeh ali pa na svoj način poskuša najti neko alternativo, da bi prvenstveno zadostil zakonodaji, in to me pa plaši, ker namen tega je, da prvo zadostiš pogojem sebe, da ti kot firma, kot organizacija, kot človek, da poskušaš biti, če se le da, bulletproof. Seveda, ne 100%, pa kolikor se da. Ne pa, da delaš kljukice po alinejah. Ja. Tako da ljudje se tega, ali pa dajmo reči, organizacije se tega absolutno zavedajo. Ne morem pa oceniti realno, ali se zavedajo zaradi tega, ker se bojijo kazni, sankcij, ali zaradi tega, ker se pa že 100% zavedajo, kaj pomeni, če si kompromitiran na tisti najhujši način. Tle popolnoma pade ta premisa, mi smo premali, da bi bili zanimivi za napadalce, ne? Ker v tem primeru pa res ni več pomembno, ali si velik, ali si mali, pomembno je, v kakšnem ekosistemu podjetij si povezan. Točno tako, absolutno. Se pravi, če čisto objektivno pogledam, pa če probam to plastično obrazložiti, mogoče tudi za, če smem tako reči, laično populacijo. Ne. Včasih, dajmo reči 10, 15, 20 let nazaj, ko so bile mogoče bolj pogoste kraje avtomobilov ali pa vlomi v stanovanja, pa so znali sosedje reči, v našem naselju je nekdo bil enkrat, dvakrat, v tem mesecu že 3-krat. Saj jaz pa ne rabim alarma, ker zdaj v tem naselju je že tokrat bil, da verjetno ne bo več poskušal četrtič. To absolutno ne drži v tem imaginarnem prostoru ali pa v kibernetskem prostoru. Torej, če je nekdo danes napadel organizacijo, ki je blizu tebi, ki je v tvojem mestu, še ne pomeni, da ne bo v naslednjih 10 dnevih še 10 takih napadov. In isto tako nikakor ne pomeni, da če nekdo
targetira velike firme, da ne bo targetiral male firme. Ker ravno skozi malo firmo je idealen vhod v veliko firmo. Pa bo verjetno v nadaljevanju razložila, zakaj je temu tako. Ja, vse mogoče kar razloživa. Kje lahko jaz kot napadalec prek male firme pridem v, ne vem, eno korporacijo? Če pogledam skozi oči napadalca, ampak dajva reči, da sva etična hekerja, ampak skozi oči nekega black hat hekerja. Prva stvar, kar razmišljaš, rečeš, ok, če se bom lotil nekega velikega sistema, ali je to finančni sistem, bančni, zavarovalniški, to so itak že zelo dobro zaščiteni, ali je to neko proizvodno podjetje, zna biti relativno dobro zaščiteno, iščeš najšibkejši člen. In kaj ti pade prvo na pamet? Ja, tisti dobavitelji, ki njemu dobavljajo in so manjši, njih moram preiskati, pri njih moram ugotoviti, ali obstajajo backdoori, kako so zaščiteni. Mogoče tam izvesti phishing napad ali spear phishing, in ko vstopim noter, v njegovem okolju prvo pobrati vse podatke, ki jih dobim o tem ta velikem podjetju, potem pa poskušati skozi kanal malega podjetja vstopiti v veliko podjetje, ali pa temu rečemo double extortion, kasneje to ta veliko podjetje izsiljevati s pomočjo podatkov, ki sem jih prejel od malega podjetja. Kako prideš not? Ja, če si v malem podjetju in če si ti zdaj z nekim infostilerjem uspel prevzeti delovno postajo tega manjšega podjetnika, ki ni imel zaščite na svojem računalniku, ja potem vse, kar bo on s svojim uporabniškim imenom in geslom pošiljal in se na nek način integriral v to veliko delovno okolje, prihaja tudi do tebe. Me razumete? Se pravi, ne rabim iskati nekega orožja, ki bi prebilo bulletproof organizacijo, ampak grem skozi kanal tega malega podjetja, ki ni bil zaščiten. Mogoče ena taka spet plastična primerjava. Jaz sem pred leti delal z eno multinacionalko, trgovsko verigo, in not je ta trgovska veriga imela alarmne sisteme narejene tako, da so vse vhode v objekt ščitili, nihče se ne bi spomnil, tudi jaz ne. Kaj pa ta knauf stena, ki je mejila na eno drugo firmo, tudi prodajno. In ko so udarili v tisto firmo, skozi njihova vrata, ki niso imela alarma, potem so pa luknjo naredili v knauf steni in vstopili v to organizacijo. In iz tle pobirali ven. Se razumemo? To je zelo dober primer. Se pravi, bolj nazornega primera niti ne morem prikazati. Mala podjetja, pregovorno, so bistveno boljše tarče kot velika podjetja. Ker kaj rabim za napad? Rabim motivacijo pa časa. Motivacija je ponavadi denar. Časa pa nimamo na pretek. In če se bom lotil napadati Coca-Colo, je verjetno to že toliko zaščitena organizacija, da nima smisla, da rinem v njo. Bo šlo preveč časa in preveč denarja. Če bom pa napadel nekega manjšega dobavitelja, komercialista, ki dobavlja nalepke, etikete, Coca-Coli, recimo. Deklaracije, bom pa prišel do istega cilja po bistveno lažji in hitrejši poti. Kako pa sploh lahko jaz kot malo podjetje pregledujem svojo dobavno verigo? Jaz ne morem k svojemu principalu uleteti pa reči, zdaj mi pa pokažite, kako imate vi svojo varnost organizirano. Skratka, vi imate na Telekomu Slovenije eno orodje, ki pri tem pomaga. Ja, mislim, mi seveda imamo dosta avtomatiziranih postopkov, ker gre za, če rečem brez neke lažne skromnosti, največjo cyber security operacijo v Sloveniji in tudi v regiji. In jaz, če bi pogledal tako z aspekta malega podjetja, ja, Ali se lahko tega loti ročno, recimo, malo podjetje? Zelo težko, iskreno. Zdaj, če si ti obvezan po nekem zakonu in se lotiš tega, bodo sicer tisti tvoji dobavitelji že zaradi zakona ti bodo morali neke podatke dati. Ampak vprašljivo je, če oni sploh imajo prave podatke o sebi. In zato v takih primerih potem to izvajamo z avtomatiziranimi orodji oziroma z orodji, ki so specialno za te namene narejena. Ja.
eno izmed takih orodij seveda tudi mi uporabljamo in dejansko v praksi, če poenostavim, del te verige, ki jo je treba pregledati, s tem orodjem poskeniraš, ugotoviš, ali so ti neki zunani IP oziroma te zunanje informacije o tej organizaciji na voljo v prekomernem procentu, ali v povprečnem, ali premalem. In na podlagi tega, seveda potem tudi naredimo analizo, na podlagi katere lahko ocenimo in rečemo, da ta dobavitelj je na nevarni strani ali pa ta dobavitelj je na varni strani. In to je čist legitimen dokument, to ni nobena vojaška skrivnost, dejansko se to potem lahko tudi pokaže oziroma je priporočljivo pokazati tistemu, katerega si ocenjeval v zgodbi, zato da ve, kaj popraviti pri sebi. Katere pa so te vstopne točke najpogostejše? Tlele vidimo, da so celo neke aplikacije za četanje, za sporazumevanje poslovno. Pri Salesforceu recimo je bil tak primer. Kaki so najpogostejši načini, če v praksi? Pri teh malih firmah. Ja. Recimo, rak rana manjših organizacij je seveda omejen budžet. Če imaš omejen budžet, nimaš mogoče v planu zaposlovanja strokovnega kadra, sploh ne v večjem številu. Isto tako pri nabavi opreme, ali je to hardverska, ali je to aplikativna. Recimo en tak praktičen primer, če gre za neko manjše podjetje, ki je del neke preskrbovalne verige, in če si ne more privoščiti naprednih aplikativnih rešitev, zna naročiti, kupiti, najeti aplikacijo pri nekem manjšem podjetniku. Zdaj si predstavljate, jaz sem mogoče Telekom, vi ste pa eden izmed dobaviteljev in rečete, jaz bi pa rabil neko aplikativno rešitev, s pomočjo katere bi reševal probleme velikega ponudnika nekih storitev. Vi v bistvu to rešitev kupite od nekega znanca, soseda, lahko tudi popoldanskega programerja. On reče, to ti bom jaz naredil za jurja, za 2 jurja, ne boš plačeval 10 jurjev, volk sit in koza cela. Ampak kaj se zgodi? Te rešitve, ponavadi, ki so narejene takole za nekaj 100 evrov ali pa kakega tisočaka, so precej pomanjkljivo narejene, ker ni zadost časa. Ponavadi so narejene s kakimi odprtimi orodji, ki nimajo vseh varnostnih popravkov. In zdaj, če naredimo neko tako aplikativno rešitev, ki bo služila za naprej in ni zadost zaščitena, bo hacker, bo napadalec prvo to izkoristil. Obstaja pri penetracijskih testiranjih ena metodologija, ki se imenuje OWASP-10. Po tej metodologiji mi dejansko pregledujemo tudi te aplikativne rešitve in relativno hitro pri manjših organizacijah ugotovimo, v tej firmi imajo IT-evca, ki je in developer, in sistemc, in verjetno še security guy. In on je neke vrste splošni zdravnik. On zna vse po malem, nikjer pa ni deep dive noter. In to je tista rak rana manjših organizacij. Ko rečejo, za minimalen denar smo razvili neko PowerShell skripto, ali pa naredili smo, niti ni pomembno v katerem programskem jeziku, ampak razvili smo neko orodje, ki nam bo zdaj koristilo naprej za sodelovanje. In ravno to orodje je najbolj ranljivo, ker ni bilo varnostno preverjeno na vseh teh 10 ali še kakih več postavki in skozi ta orodja napadalec relativno enostavno pride. Če govorimo o spletnih prodajah, zelo podobno. Danes, če kupite spletno stran od nekoga, ki bo to v 2 dnevih naredil in če to z nekimi open source orodji narejeno, se izvajajo razni cross-site scriptingi še pred časom SQL injection in tako naprej, ravno zaradi tega, ker orodje ni bilo tako varnostno natunano in si skozi njega not vstopil in od tu naprej iskal potem poti. In to je največji problem manjših in srednjih organizacij. Torej, premalo strokovnega kadra in pa premalo sredstev, s pomočjo katerih bi mogoče razvil neko napredno orodje, da bi se zaščitil. Ampak problem je dejansko jasen. Jaz kot direktor, ki rabim neko aplikacijo, ki bo nekaj počela, me zanima samo to, da ta aplikacija počne natanko tisto, kar jaz potrebujem. Da je pa varna, da je pa preverjena v praksi, to pa je res že bolj v ozadju. Ravno s tem se vrneva na tisto prvo, drugo vprašanje, ki ste mi zastavili. Ali se male in srednje firme tega zavedajo? Absolutno se zavedajo, ne vem pa, kaj je trigger, da se zavedajo. A je trigger to, da zakonodaja
zahteva od nas, da imamo določene rešitve, ali je dejansko to razmišljanje, kaj pa, če se meni to zgodi, kaj pa, če se mi res zgodi. Ker verjemite, v vseh teh letih sem bil na ničkoliko takih incidentih. In vsakič je ista zgodba. Dokler se ne zgodi, gledamo nekako skozi denar, pa iščemo alternative. Ko se pa to zgodi, so pa firme pripravljene podpisati čist bjanko pogodbo, samo da jim odpraviš težavo. Ampak takrat si že v 4. stadiju karcinoma, metastaze po celem telesu. Takrat moraš biti mogoče prvi dan bolj psiholog, kot pa nek incident handler, ker ugotoviš, da je zdaj treba potolažiti upravo, ne moreš jim pa obljubiti čudežev. Preveč gledamo filme, preveč razmišljamo o tem, da hacker je tisti s kapuco, ki je napadel, tisti, ki bo pa prišel zaščititi, bo pa 3 klike stisnil in bo zadevo saniral. Daleč od tega, sploh ne. Veliko sivine je not in na podlagi izkušenj vam lahko zagotovostjo trdim, da še zdaj vsak incident je drugačen in ko priješ na incident, šele takrat ugotavljaš, da bo sploh lahko pomagal. In jaz mislim, da dokler ne doživijo napada, se zavedajo, da je potrebna zaščita, ampak jo mogoče kalkulirajo tudi malo skozi neke finance. Po tistem pa je stvar drugačna. Spomladi smo dobili zakon, ki smo ga že večkrat omenila, o informacijski varnosti, ki pa predpisuje zdaj, da bodo poslovodstva podjetij, direktorji, člani uprav morali skozi en šnel kurs. Ali mislite, da bo to pomagalo, oziroma se mogoče to že pozna na trgu, da so zdaj direktorji malo bolj ozaveščeni? Če se pozna, težko rečem, da se pozna, ker šele zdaj se začenja. Zakon je bil konec junija sprejet. Eno leto imajo vse te organizacije časa, da se prilagodijo novem ZINF-u, ZINF-1, nekatere leto in pol. Zdaj, seveda, tisto, kar je v uradnem listu napisano, začne veljati takoj, ampak veliko je pa takih stvari, kjer saj jaz mislim, da tudi inšpektori ne bodo takoj sankcionirali pa kaznovali, saj do zdaj je bilo tako. Ampak, zdaj to izobraževanje, skozi katerega bo šel management. To je tisti del, s katerim se bodo sploh spoznali do te mere, da bojo vedeli, da so v nevarnosti v tem času. Ker do danes je bilo tako. Zakaj digitalizacija? Ja, zato, da nam bo pohitrila nabavne postopke, prodajne postopke, avtomatizirala stvari. Veliko dobrega nam je prinesla digitalizacija. Noben pa ne gleda skozi oči, da vsaka modernizacija, vsaka sprememba v življenju prinese pa tudi kako nevarnost. In zdaj pač moramo začeti živeti s tem. Ja, dobili smo veliko lepega, veliko dobrega, pohitrili smo postopke. Si predstavljate, če bi danes delali ročno vse te stvari, ki jih delamo avtomatizirano. Se je točno videlo ob napadu na letališča. Točno to. Šli so na ročen check-in. Tako je. In zdaj se bo mogel management zavedati, in ta predavanja so ravno temu namenjena, da bodo v živo videli ne samo pluse digitalizacije, ampak tudi kakšen minus. In ta minus je treba pokrpati in jaz ne bi bil pesimističen. Jaz bi rekel, kupil sem si dober avto, ampak to ne pomeni samo dobrih stvari. Če sem s hitrim avtom zaletel pri 200 na uro, verjetno bojo hujše posledice. In zdaj moram narediti nekaj na tem, da se ne bi zaletel nekam, ker imam hitrejše orodje, do te mere ga moram, če se smem tako izraziti, napimpati, da ne bo prehiter, da ne bo prepočasen, da bo delal tako, da bom jaz na varni strani. In namen takih izobraževanj je ravno to, da management ponovadi je ekonomsko usmerjen in vsak menadžer ve, kaj so prilivi, kaj so odlivi, malo kater pa ve, kak vpliv ima varnost na njegovo delovno okolje. In jaz mislim, da v naslednjih mesecih, dajmo reči v enem letu, bo pa to zavedanje, jaz mislim, na nekem pravem nivoju. Sploh, ker tega še nisva povedala, po novem zakonu poslovodstva tudi odgovarjajo. Tudi kazensko v skrajnem primeru. Če smo bili prej navajeni, da so lahko prevalili odgovornost na CIOTA ali pa na CISOTA v svojem podjetju, zdaj temu ni več tako, oziroma bodo morali dokazati, da je ta njihov podrejeni ravnal z naklepom ali malomarnostjo. Tako da ta izobraževanja, po mojem, imajo kar en globli pomen, ker bodo zdaj direktorji pač dejansko odgovarjali ne samo za poslovanje podjetja, ampak tudi za varno poslovanje podjetja. Ja,
Zdaj, se pravim, jaz ta izobraževanja ne bi vzel kot nujno zlo. Ta izobraževanja so pravzaprav zelo zanimiva. Ok, pustiva zdaj samo izobraževanje direktorjev. Treba bo izobraževati tudi ostali kadr. Če pogledamo ZINF 1, je izobraževanje eno od, dajmo reči, temeljnih načel neke higiene poslovanja ali pa varnostne higiene. In se mi zdi, da velikrat ljudje to smatrajo kot neko suhoparno zadevo, zdaj sem pa primoran nekaj poslušati. Ampak verjemite, tam, kjer naredimo izobraževanje, so ljudje potem pozitivno presenečeni. To ni, ne vem, vrtenje nekih PowerPoint slajdov, to je uživo prikaz napada. Recimo en tak deva reči povprečen šnel kurs ali pa izobraževanje za management ali pa za upravo podjetja ne govori samo o zakonodaji, ampak dejansko v praksi pokažemo, kako enostavno je pridobiti večino e-mail naslovov uslužbencev vaše organizacije. Lotimo se, deva reči, OSINT je kratica za Open Source Intelligence, pa če rečemo na primeru financ, v parih minutah prikažemo, kako hitro smo dobili vse kontaktne podatke uslužbencev financ. V drugem koraku pokažemo, kako lahko z open source orodji oblikujemo phishing kampanjo in to spremljaš v živo. In rečeš, ok, zdaj mi pa pokaž, kaj boš pa v tej phishing kampanji umestil, da bom jaz res padel na tvoj phishing. In ko mu še to pokažeš, in ko to spustiš skozi računalnike, potem reče, čakaj, to pa res ni več tako kompleksno in tako zahtevno in zdaj lažje prepoznavam, zakaj sem jaz to hranljiv, še posebej, če nimam orodja. Z orodji mi marsikaj naredimo, mi lahko 90-95% stvari s sodobnimi orodji rešimo, ampak ravno tistih 5-10% je najbolj spornih in to je ta človeška percepcija, a sem ranljiv ali nisem. Tako da ta predavanja, izobraževanja so pravzaprav ena zelo zanimiva stvar in imajo potem po predavanju zelo pozitivno konotacijo. Sicer pa zakon govori samo o podjetjih, ki izpolnjujejo določene pogoje, število zaposlenih, področje delovanja. Kaj pa tista, ki ne padejo v zakon? A tiste lahko počnejo, kar hočejo, oziroma po vašem občutku, a se to res dogaja? Skratka, podjetje z manj kot 50 zaposlenimi. Ja, razumem vprašanje. Ja. Rad bi odgovoril na pameten način. Glejte, prvo, ni nujno, da podjetje, če ima manj kot 50 zaposlenih, ni podvrženo temu zakonu. To je že tisti prvi trigger. Ti se moraš prepoznati, če si del neke dobavne verige, ki je pomembna za nek bistven člen. Si lahko tudi zavezan, lahko si, če ga poimenujejo, pasivni. Deva čisto hipotetično bom probal na nekem primeru. Če imaš ti neko varnostno službo, ki ima, ne vem, mogoče dobavlja nekomu alarmne centrale, pa mogoče še kak support varnostnikov, imaš lahko 20 zaposlenih, ampak če je vitalnega pomena za neko organizacijo, če to odzadje nek energetski sektor, za katerega delaš, recimo, si tudi obvezan, oziroma moraš določene pogoje izpolnjevati. Tako da prva točka v tej zgodbi je, nikakor ne moreš delati, kar hočeš, ampak prvo je treba preveriti, a si zavezanec ali nisi. Ni nujno, torej ni edini faktor 50 zaposlenih ali pa 10 milijonov evrov prometa, je še kak drug. In šele takrat, ko preveriš, a si zavezanec ali nisi, začneš še razmišljati, kaj pa zdaj izpolniti. Moje mnenje, tudi najmanjša, tudi mikropodjetja morajo poskrbeti za svojo varnost že zaradi sebe. Glejte, spet jaz rad na teh resničnih primerih predstavljam. Imel sem primer računovodskega servisa, 5 zaposlenih, 1 strežnik, 4 laptopi. Banalno bi rekel, se to je pa res neko mikropodjetje, kaj pa rabi prav velika. Napadalci so zaklenili ta glavni strežnik, torej podatke o vseh, 100 strankah. Ko je gospa poklicala, je rekla, vse je kriptirano, kaj narediti. Oni so se vmes že pogovarjali z napadalci.
Seveda napadalci to pametno spišejo, razložijo, ja, gospa, ne skrbte, vaši podatki, ki so tu pri vas šifrirani, so pri nas na varnem, nekje v cloudu, mi bomo poskrbeli za njih, je pa problem, da več kot 48 ur ne moramo s tem čakati, ker potem dobimo že neke nove podatke in bomo te vaše morali brisati. Takrat pa se zna pojaviti problem. Tako da, dajte teh 10 000 evrov v kriptovaluti, pa bomo mi to poskrbeli, da bo vse tako, kot mora biti. Ne, pa se potem malo z njimi pogajala, pa na koncu reče, ok, dajte 5000, danes je naš menedžment dobre volje, pa vam da popust. Ampak kaj hočem reči, na koncu je gospa bila srečna, ker je lahko nekomu dala samo 5000 evrov. A je dala ali ni dala, ne? Da bi dala nekomu 5000 evrov in še to razumela, kot se on mi pa pomaga, ne? On mi pa ne škodi. Kaj sem hotel reči, da ti, če si mikropodjetje, ravno tako ne moreš gledati pavšalno, jaz pa ne rabim tega izpolniti. Moraš gledati, koliko sem jaz ranljiv. Prej sem rekel, ti imaš lahko protivlomna vrata s 5-točkovnim ali pa 6-točkovnim zaklepanjem, če imaš knauf steno med tabo in sosedom in če so k njemu prišli, bodo tudi k tebi not prišli. In skozi te oči absolutno ne moramo delati, kar želimo. Je treba gledati skozi oči, da če si digitaliziran, moraš biti tudi varen. Ja, ampak tle spet naletimo na tisti problem, o katerem sva tudi že govorila. V Evropi mislim, da je neka ocena manjka 3,7 milijona strokovnjakov varnostnih. Zdaj ta trenutek, ki bi jih takoj pograbila največja evropska podjetja, se pravi, eno malo podjetje slovensko praktično nima šanse najti človeka, tudi če bi ga želelo zaposliti. Ne? In tle nastopite potem vi. Ja, res ki je. pa tudi niste vsemogočni. Roki za ZINF, zdaj bo 1. december za podjetja, ki so že bila prej opredeljena, spomladi bo drugi rok, kjer se morajo že prilagajati. Vi boste imeli tudi veliko dela, ne? Ga imamo, ja. Ja, prva stvar je deficit strokovnjakov. Primanjkljaj je drastičen. Druga stvar je, zakaj je temu tako, iz več razlogov. Zdaj, mogoče bi bila potem, bi to že razvila v filozofsko debato, pa če rečeva, da danes nima časa, pa za drugič pustiva, ampak zagotovo ena izmed stvari je, da se gledam, ko predavam mladim. Čim je v igri matematika, kakšni algoritmi, pa to jih ne zanima študij tega. Redko kdo se odloči za neke naravoslovne študije, ko pa že, pa potem mladi v teh časih že iščejo tudi neko materialno, finančno korist. Smešno bi bilo, če bi pogledali, kakšne prošnje, ki jih dobimo, ko si mlad junior, security guy, pričakuje višjo plačo kot nek senior strokovnjak. Seveda bežijo tudi v tujino, grejo v tujino nekateri, ampak ne glede na to, tudi če bi bilo zadost takih strokovnjakov, si mikro ali pa mala ali pa srednja podjetja težko predstavljam, da bi oni zaposlovali te ljudi, ker vi z enim strokovnjakom si nimate prav veliko za pomagati. On približno lahko neke normative izpolnjuje, katere zapoveduje zakonodaja. Operativno pa sam bo težko kaj naredil. Če rečemo, da je treba delovno okolje varovati 24 ur na dan, ena oseba, pa če največji strokovnjak bo delal 8 ur, če bo to njegovo podjetje, bo 10-12 ur delal, ne bo pa zaradi tega ne spal. Se pravi, je tle potrebno večje število usposobljenih oseb, tle se pa pojavi problem. Prvi je kader. Ki ne smejo zboleti. Ja, drugi problem, ki je za firmo še večji, je pa strošek. En FTE, ali pa če rečemo, če mu date minimalno za tazga strokovnjaka, ne vem, med 3 in 4 tisoč bruto, je to že toliko denarja, da se srednjemu podjetju finančno ne bo išlo. In ja, v tem primeru, in jaz pravim, da edina razumna odločitev v današnjih časih je outsourcing tovrstnih zadev. Ja, nekatere stvari lahko sam delaš. V življenju je tako, da določenih ne moreš. Lahko si kupiš avion, ne moreš pa servisirati sam aviona. Mora biti tle neka usposobljena ekipa, več kandidatov, ki znajo pogledati. Ne samo motor, tudi elektroniko motorja, tudi mogoče oklep ali pa ohišje. In tle je zelo podobno. Veste. Če imaš ti security strokovnjaka, je lahko strokovnjak za izvajanje penetracijskih testov.
ni pa strokovnjak za reaktivno kibernetsko varnost. Se pravi, se ne ukvarja z napredno zaščito sistemov. Lahko imate nekoga, ki se ukvarja z napredno zaščito, ni pa dober forenzik, ker se ni ukvarjal s forenziko. In ravno iz tega aspekta outsourcing pomeni, da ti za minimalen strošek, mi ko govorimo o malih pa v srednjih podjetjih, to je absolutno manj, kot pa je en zaposleni, kaj šele 2 ali 3. Dobiš kompletno rešitev, dobiš licence, dobiš certificiran kader, dobiš strokovnjaka, ki ti zna po ZINFu interpretirati tvoje gepe, kako bi to po slovensko povedal? Varnostne vrzeli. Vrzeli, bravo. In potem tudi adekvatno svetovati in ti pripraviti dokumentacijo, da ti rečeš, evo, zdaj sem pa jaz na varni strani. In vse skupaj, kar so mi naredili, me ni koštalo to, kot bi me koštal en zaposleni. To je bistvo vsega. SOC kot storitev, varnostni center kot storitev, to vaše podjetje ponuja. Kako to zgleda? Ja, zdaj SOC kot SOC, kratica pomeni Security Operations Center, v Sloveniji smo ga celo poimenovali VOC oziroma Varnostno operativni center. V Telekomu spada to pod CKV oziroma Center kibernetske varnosti in odpornosti. Zakaj gre pravzaprav? Gre za cyber security operacijo, ki spada v reaktivni del cyber security-ja. Gre za nek situation room, kot poznamo iz filmov mogoče. Tako. Najbolj podobno nekim vojaškim filmom ali pa nekim ameriškim filmom, kot je recimo Umri pokončno, kjer vidite cel kupenih zaslonov na steni. Pa pol tema je? Pol tema, to je res. Edina stvar, ki mogoče v filmih je prikazana, pa v resnici ni res taka, je panika. Tle ne sme biti panike. Tle so vsi analitiki so predvsem zelo umirjeni, ni nekega pogovora prevelikega, pa tudi noben ne nosi jope s kapuco. Zdaj, če pa rečemo v tem operativnem smislu, kaj to pomeni? To pomeni, da en tak varnostno-operativni center lahko v vsakem trenutku zaznava anomalije svojega klienta oziroma računalnikov, za katere jih varnost skrbi in se hipoma tudi odziva. Vi priključite to podjetje na svoj varnostno-operativni center in od tega trenutka dalje vi spremljate njihove probleme. Tako je. Se pravi, podjetje ima 50 računalnikov ali pa, ne vem, 20 se irelevantno, ima 5 strežnikov, na njihovih računalnikih, strežnikih inštaliramo določeno senzoriko. Včasih so bili to antivirusi, zdaj je to že premalo in se integrira gor ali IDR ali XDR orodja. Na omrežnem nivoju se postavi tako imenovana NDR, Network Detection Response orodja. Če si firma finančno lahko privošči kakšen SIEM sistem, je to potem orodje, kjer se zbirajo vsi ti logi iz požarnih pregrad, iz stikal, iz ostalih mašin in strežnikov. Tam notri pa potem na podlagi pravil, ki jih mi definiramo, na podlagi izkustvenih metod, potem nastavimo alarme. In ko se v organizaciji pojavi recimo poskus phishinga, ta tako imenovani syslog pošlje to informacijo temu sistemu, ta sistem se oglasi, javi rdečo lučko, mi preko določenih vmesnikov, API vmesnikov, to informacijo v nekaj sekundah dobimo v operativni center. Analitik, ki se s tem profesionalno ukvarja, zna pa potem dešifrirati, kaj to pomeni. Torej, temu rečemo triaža. V parih minutah mora biti sposoben izvesti triažo, ugotoviti, kaj je, na kateri delovni postaji, kateri operacijski sistem ali mogoče strežniški sistem, kaj se je to zgodilo, če gre mogoče za neko sumljivo kužno skripto, mora v hipu preveriti v določenih repozitorijih, ali gre za kako znano ranljivost. Če to ni znana ranljivost, gre lahko potem do razbijanja heša in ugotavljanja, kaj pa dejansko se tu nahaja. Izvede se neka hitra triaža s pomočjo mogoče še kakih dodatnih orodij in v parih minutah moraš biti sposoben odločiti, ali je treba to mašino po domače rečeno zapreti, se pravi izolacija, ponavadi je to desni klik na miški. Izolacija potem pomeni, da ta mašina ne more komunicirati z nobeno drugo mašino v tej domeni, v tem delovnem okolju, hkrati pa ne more komunicirati z napadalcem, zato da mu ne bi na njegov C2 strežnik
pošiljala podatke, ki jih on želi dobiti. Potem se pa naprej odloča, če ima ta ekipa v tem podjetju svojega računalničarja, pomeni, da se bo iz soka ali iz vodca bo prejel informacijo po zaščiteni komunikaciji, kjer bo recimo prejel navodilo. Ne vem, dragi IT-jevec, če se malo pošalim, na tej mašini na C2-temp se nahaja PowerShell exe, obriši ga in resetiraj mašino in bo ta mašina lahko spet naprej uporabna. Ali pa nek drug bolj kompleksen proces. Ne vem, lahko se zazna skeniranje po odprtih portih, pa se poda spet navodilo. In v bistvu naloga naših fantov, naših punc, naših kolegov iz operative je, da v realnem času prepoznavajo anomalije, da jih znajo striažirati in da znajo zaščititi klienta pred kibernetskim napadom. Govorila sva o najšibkejšem členu v verigi podjetij, ampak v bistvu tudi vsako podjetje ima svoje najšibkejše člene in to so zaposleni. Nič ti ne pomaga vsa zaščita, če imaš tam neko gospo Herto, ki posluje še vedno z USB ključki. In vi poskrbite tudi za ta del varnosti. Sva pri izobraževanju zaposlenih, vsi vemo, da je to zdaj najpomembnejše, tudi to naredite s svojim strankam. Ja. To pri nas spada v tisti prvi segment, ki ga imenujemo primarni cyber security ali pa preventivni. Če sem čisto specifičen, bi ga poimenoval preventivni. Torej, prej sva rekla, da management pride na izobraževanja. Management takrat prvenstveno spozna, kaj v firmah je potrebno spreminjati. In takrat se v velikih primerih ponovadi management strinja, da pridejo tudi zaposleni na ta izobraževanja. Zdaj, to ni enkraten dogodek, to je kontinuirano spremljanje, pomoč uslužbencem in izvajanje teh operacij. V praksi pa to izgleda tako. Zdaj, preventivni cyber security v osnovi pomeni tudi že izvajanje sistemskih varnostnih pregledov, penetracijskih testiranj v okolju in med drugim tudi tako imenovani socialni inženiring in pa user awareness. Po navadi v praksi bi to izgledalo na tak način, da vi rečete, rabimo izobraževanje kadra, ne vemo pa koliko globoko. No in prvo izvedemo neko testiranje. Ali phishing, ali spear phishing, prej ste omenil USB, nekje tudi ta prvina se imenuje USB dropping, se pravi, daš neke skripte, ki so kužne pod navednicami, ponovadi to kakav Excel tabela, na USB ključku piše plačilna lista in ko zaposleni vtakne to v USB port, vidi, da je plačilna lista, proba to štartati in če on to štarta, če že nekako skripto, se nam spiše, katera mašina, ob kateri uri, kaj se je dogajalo na njej. In to je neki tisti prvi indikator, po kateremu vemo, koliko je firma higiensko, ko govorimo o cyber securityju, higiensko izobražena, nekakva je varnostna higiena v tej organizaciji. Se pravi, lahko je phishing, vse bolj pogosto tudi quishing, to je skeniranje QR kod, danes se vidite, prijete v slaščičarno, poskenirate na mizi QR kodo, pa si tortico naročite. Malo kdo razmišlja, da to QR kodo lahko prelepiš neko drugo, pa če se pohecaš, pa daš gor neko čudno spletno stran, ni nič narobe, če daš pa gor, klon neke spletne strani, pa zahtevaš kak osebni podatek, je pa lahko že bolj rizično. Potem se tu izvajajo tudi tailgatingi, to so pa prvine ali pa prvina, kjer pa dejansko poskušamo preko zaposlenih vstopiti fizično v objekt in okužiti mašine. Ker če bi zdaj v to vašo stavbo poskušali prelisičiti varnostno službo, da smo nekaj pripeljali in iščemo prvi prost računalnik, v katerega lahko integriramo ali pa vklopimo nek USB in preko njega gledamo, kako se bo ta okužba naprej lateralno premikala. In na podlagi tega se pa potem izvede izobraževanje kadra, ki ni enkratno, ampak ponovljivo. Se pravi, spet, kot sem rekel, zelo praktično usmerjeno, kjer pokažemo kaj, na kak način
In potem lahko tudi kakšne teste, lahko se izvedejo testi preko spleta, lahko v živo, čisto, da vidimo, koliko smo napredka naredili. Potem se pa mogoče čez 3-4 mesece spet ponovi kakšen phishing ali pa kak napad, pa vidiš, koliko si naredil koristi od tega. In tako se to bolj skozi neko časovno obdobje prestavlja oziroma se izvaja. Zato pravim, da je to nek ponovljiv proces. Pa zaposleni to dobro sprejemajo? Iskreno? Ja. Večinoma ja, včasih so pa tudi, ampak to je vse, se veste, ljudje so različni. Na vsakem področju življenja je tako. Ja, lejte en praktičen primer. Ti lahko nekomu rečeš dobronamerno, ugotovil sem, da tvoji credentiali plavajo po darknetu. Ali pa ne vem, našel sem tvoje credentiale na Russian marketu. Velika večina se bo zahvalila, bo rekla, hvala ti, rešil si me, bom takoj geslo spremenil, vpeljal bom dvojno autentikacijo. Vedno pa najdeš kakšnega, kar reče, nič pomembnega, jaz sem geslo vmes že zamenil. Ali pa jaz ne poslujem z vojnimi skrivnostmi. Zdaj pa, kaj je tle prav, kaj ni prav. Tisti manjši procent vedno je nekih oseb, ki se mogoče ne strinjajo ali pa to dojemajo, interpretirajo drugače. Ampak velika večina, moram pa reči, da imamo z njimi zelo pozitivne izkušnje. Kako bi pa za konec ocenil stanje v Sloveniji, recimo trenutno, varnostno, kje smo? A smo zaradi teh geopolitičnih kot članica NATO, kot članica EU bolj ogroženi kot kakšna primerljivo majhna država? Ravno to je vprašanje, o katerem zelo pogosto debatiramo v strokovnih krogih. Jaz rad povprašam, če kak sodelavec bil, ne vem, na kejsu v tujini, vprašam, kako si pa tam videl, kaj so pa oni, kje so oni. Tudi, ko hodimo na izobraževanja, se med sabo pogovarjamo. Moram reči tako, Slovenija je izpostavljena ravno tako kot vsaka druga NATO članica. Ne smem reči, da je manj izpostavljena. Je ravno tako izpostavljena, ampak moram tudi pohvaliti stroko. Tisti, ki se ukvarjajo s tem, tudi veliko vlagajo v svoje znanje, v izobraževanje in tudi v opremo. Tako da danes v Sloveniji smo, če se primerjamo z zahodnimi državami, čisto na primerljivem nivoju teh naših severnih pa zahodnih sosed. Smo na bistveno višjem nivoju, kot je ta vzhodni del ali pa Adriatic regija, smo na višjem nivoju. Tam sta dva problema. Prvo je zavedanje in drugo so finance. Tam še danes, mi vidim, dosti delamo tudi z Adriatic regijo, tam je bistveno večji problem plačati licenco nekega varnostnega mehanizma, kot jo je v Sloveniji. In tudi to potem potrdi to tezo, ki menim, da so manj zaščiteni. Ampak jaz bi rekel, da smo nadpovprečno dobro zaščiteni, če gledamo celostno svetovno. Kar pa ne pomeni, da smo absolutno na varni strani. In da naj počivamo na lovorikah. Ja, tako je. Gospod Vuković, najlepša hvala za tale pogovor. Upam, da sva koga premaknila na pravo stran, na varno stran, pa še kdaj. Ja, hvala tudi vam za vabilo. Lep pozdrav vsem slušateljem. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost.